o odpuščanju, pa bomo razmišljali, kako nekaj velikega je odpuščanje. Nam pove pregovor, kadar ubijamo, smo skoraj kakor živali, ko sodimo, smo kakor ljudje, ko odpuščamo, pa smo skoraj kakor Bog. Človeku se zdi, da je odpuščanje prijetna zamisel, vse dokler mu ni treba odpustiti. Galupova raziskava v ZDA je pokazala, da kar 86% Američanov prosi, da bi lahko odpustilo zlo povzročitelju. Čeprav na sodiščih pogosto sorodniki zahtevajo kazen, da bo storilec vsaj toliko trpel, kot je trpela njegova žrtev. Gre torej za vprašanje sorazmernosti oziroma nesorazmernosti kazni, kaznovalnosti, ki jo zahteva bodisi odpuščanje oziroma maščevanje. Posledično pa se pravzaprav nam zastavlja vprašanje, ali je mogoče izmeriti povzročeno škodo in jo povrniti. Določiti je mogoče materialno škodo, toda ali so izmerljive duševne bolečine, oškodovanje dobrega imena ali pa neke vrste duhovna škoda. Ker pomislimo na tisti znani primer, ko duhovnik da pokoro, da naj nekdo gre v zvonik in raztrese vrečo pirja, pa ga zopet zbere v to vrečo. Poglejmo si nekatere poglede ali pa učenja glede odpuščanja. Recimo za grške stoike je bilo odpuščanje znamenje popuščanja, pomilostitev, celo rušenje pravičnosti in pa zakonodaje. Za protestantskega misleca Sorena Kierkegaarda pa je odpuščanje najvišja oblika svobode, zato ker tisti, ki odpusti, ni več odvisen od grešnega dejanja, ki mu ga je prizadejal povzročitelj. Tako odpušča samo Bog, ki je ljubezen sama. In Bog nas nima rad zato, ker ga imamo radi mi, ampak zato, ker je Bog. Tako da trditev odpustim, pozabim pa ne, pravzaprav velja samo za človeka. Povojni mislec, prav tako po rodu Jud, Vladimir Jenkelevič, govori o čistem odpuščanju, ki ne računa z ničemer, ki je žrtvin čisti milostni dar storilcev. Postavlja pa en pogoj, storilec mora prositi za odpuščanje. Odreka pa odpuščanje v primerih, ko gre za, kot on imenuje, satansko hudobijo, kot je bil holokaust. Pravi, pozabiti ta orjaški zločin bi bil nov zločin. To temelji z dejstvom, da so nacisti odrekli judovskemu narodu pravico do obstoja. In zatrjuje in je neizprosen, odpuščanje je umrlo v taborišču. To je zanj neodpustljiv greh. Ima pa to zaslugo, da danes zločini zoper človeštvo ne zastarajo. Francoski mislec, tudi Jud Levina, pa zagovarja dejstvo, da odpuščanje ni brez prošnje storilca za odpuščanje. Dodaja pa, da odpuščanje ne sme postati potuha. Svetopisno nam daje Boga za normo odpuščanja. Odpustiti človeško gledano neodpustljivo, to je ljubiti sovražnike in sovražno ravnanje ljudi in pravično poravnavo, ki ima svoje meje. Odpuščanje najdemo že na samem začetku Svetega pisma. Kaj pa je Božje oblačenje Adama in Eve v suknji iz kož drugega kot Božje odpuščanje? Bratomorec je bil deležen odpuščanja, moja krivda je prevelika, da bi jo mogel nositi. Ezavov brat Jakob končno pomeni veliko več kot dobrine, ki mu jih je izmaknil in objame svojega brata.
Čudovit zgled egiptovskega Jožefa o odpuščanje hudodelstva njegovih bratov. V Stari zavezi pravzaprav človek potrebuje odpuščanje, da sploh lahko preživi. Recimo Kainovo znamenje, jubilejno leto, odpustiti dolgove in podobno. Pri proroku Miheju beremo: kdo je Bog kakor ti, ki odjemlješ krivico, ki odpuščaš greh ostanku svoje dediščine. Ne vztrajaj večno pri svoji jezi, zakaj? Všeč mu je usmiljenje. Zopet se nas bo usmilil, pod noge si bo vrgel našo krivdo, v globočino morja vse naše grehe. Novozavezno odpuščanje doseže vrhunec v spravi na križu. Pismo Rimljanom govori o tem, kakšen je človek, ki še ni spravljen. Pravi, je šibek, brezbožen, grešnik, božji sovražnik. Tako beremo, Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Prilika o izgubljenem sinu je razodetje odpuščajočega in usmiljenega Boga. Mlajši sin je krivično ravnal z očetom, oče bi lahko dneve in dneve pestoval svoje rane, vendar je raje dan za dnem zrl daljavo in upal, da bo izgubljeni sin se vrnil. Bog nas vedno usmiljeno išče. Zato, ker je usmiljen, oče brez jeze in zamere odpusti sinu, opazi, da je sin trpel, objame ga in sprejme v svoj dom. Tako Bog ravna z nami. Namesto jeze hoče obnoviti odnos z nami. Bog se veseli, ni časa za obtoževanje, ampak za veselje in praznovanje. Ne ukvarja se z grešnim dejanjem, temveč s pokorjenim grešnikom. Tako lahko rečemo, da je odpuščanje duša evangeljskega sporočila. Brez odpuščanja ni človeškega duhovnega napredka, ne rasti, ne vire, ne upanja, ne ljubezni. Skratka, odpuščanje je nujna življenjska potreba. Zato Cerkev k odpuščanju prišteva tudi duhovna dela usmiljenja, žaljivcem odpustiti krivico, oziroma odpustiti, potem krivico voljno trpeti, grešnike svariti. Povabljeni smo torej, da postajamo vse bolj spravljive osebe. Tomaž Akvinski se je srečeval in srečeval z odpuščanjem in je se spraševal, ali je opominjanje brata, sestre v Kristusu kot tako dejanje usmiljenja ali dejanje pravičnosti. Če nekoga opomnimo zaradi škode, ki jo je povzročil drugemu, pravi Akvinec, gre za dejanje pravičnosti, ker nas skrbi za žrtev, s katero ne bi smeli tako ravnati. Toda, če opomnimo grešnika, ker zaradi greha ni več združen z Bogom, tedaj je opominjanje dejanje usmiljenja, ker nas skrbi potreba te osebe po združitvi z Bogom. Pater Anselm Grün govori o 3 vrstah sprave. Prvič, sprava s samim seboj, sprejeti zgodbo svojega življenja, starše, družino, okolje, skratka sprejeti vse, kar sem in kar sem postal. Drugič, sprava s svojim telesom, svojo senco. Mnogi trpijo zaradi izgleda, obiskujejo fitnese, lepotne salone, odločajo se za plastične operacije, celo spremembo spola. Samovšečnost je velikanska ovira za odpuščanje. Človeški ego je bolj neprizanesljiv sodnik kakor Bog. Odpustim si lahko, torej se spravim sam s sabo, le če z vsem srcem verjamem, da mi je Bog odpustil.
Tu nam prihaja naproti Janezov evangelij. Če nas naše srce obsoja, je Bog večji od našega srca. In četrtič, sprava z bližnjim. Brez sprave z bližnjim ni sprave z Bogom. Ko prideš v tempelj, da bi daroval in se spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, se najprej spravi z bratom in potem pridi in daruj. Za spravo pa seveda morata biti oba. Toda, če drugi ni za spravo, ne smem opustiti odnosa. Sprava odstrani razklanost in ozdravi odnose. Sprava ni v tem, da vse konflikte okrog sebe prekriješ s pobožnim plaščem, da hočeš uskladiti vsa različna mnenja. Sprava pomeni sestri bratu odpustiti dolg. Po spravi različna stališča ostanejo, vendar se več ne spopadajo med seboj. Ostaja most, na katerem se obe strani spet pogovarjata, kjer se lahko spet približata druga drugi. Jezus je na križu razširil roke in zaprl oči. Tako naj bi tudi mi ravnali drug z drugim. Križana ljubezen nam govori, naj sprejmemo sestra brata kot človeka, ki ga hoče Jezus objeti in ljubiti po meni. V buli obličje usmiljanja se papež Frančišek obrača na verujoče in drugače misleče s spodbudo, naj se v svetu polnem nasprotij in nasilja, duhovne in telesne revščine, oklenemo usmiljenja, s katerim nas Bog odrešuje, vzgaja in bogati. Papež zapiše, treba je narediti nov korak v smer, ki odpira Božje usmiljenje. Izkazalo se je namreč, da so številna gesla zadnjih stoletij, kot so enakost, bratstvo in svoboda, francoska revolucija, deklaracija o človekovih pravicah, Združeni narodi, o novem humanizmu, pravni državi, pravični družbi in pravični razdelitvi dobrin, čemer govorijo sodobne ideologije, da so ta številna gesla neučinkovita, če niso utemeljena na absolutnih in presežnih vrednotah, ki jih zagovarja zaupanja vredna oseba. To pa je edino Bog, ki pooseblja vse te vrednote. On se nam razodeva kot večna beseda, alfa in omega vsega ustvarjenega, neskončna ljubezen, pot, resnica in življenje. Danes je pot do sprave otežena, ker živimo v prevzetni dobi. Cerkvena učitelja Avguštin in Tomaž Akvinski sta učila, da ima vsaka krepost dve nasprotni pregrehi. Upanju stojita naproti pregrehi obup in prevzetnost. Če so se prejšnji rodovi motili v obupu, se naš rod moti v prevzetnosti. V preteklih rodovih je Cerkev pogosto poučevala o grešnosti, na primer jansenizem. Srednjeveška cerkev je menila, da je večina ljudi obsojenih na pekel. V 50. in 60. letih prejšnjega tisočletja pa se je cerkev začela osredotočati na širino Božjega usmiljenja, s katerim Sveto pismo kaže na ponudbo odrešenja za vse ljudi. Kasneje se je ta miselnost premaknila od vsesplošne ponudbe Božjega usmiljenja k vsesplošni ugotovitvi o dobroti človeštva. Gotovo obstaja dobrota, ki je upravičena, da smo bili ustvarjeni po Božji podobi. Če smo tako dobri, se bo kdo vprašal, zakaj je potem Kristus umrl na križu in ali res potrebujemo Božje usmiljenje. Mnogi danes ne pogrešajo sakramenta sprave. Temu je tako zato, ker je naš rod prevzeten rod.
Nenehno se vrtimo v krogu, usmerjeni nase in ne vase. Od brezupnega prepričanja, da gre večina ljudi v pekel, ki je bilo sebično prepričane, seveda, ki so ga širili tisti, ki so se imeli za izvzete, smo se premaknili k enako sebičnemu prepričanju, da vsi zaslužimo odrešenje, zveličanje, ker smo tako dobri, to je, ker se nimamo za grešnike. Gre za predrzno zaupanje v Božje usmiljenje. Ob prepričanju o vsesplošni ponudbi odrešenja nam lahko da misliti prilika o svatu, ki se mu sploh ni zdelo pomembno obleči ponujenega svatovskega oblačila. Ta prilika nam nastavi ogledalo greha prevzetnosti. Ob njej se pojavi tudi prilika o neusmiljenem služabniku, ki ni maral odpustiti. Sprava zahteva priznanje lastne grešnosti. Kdor prizna svoj greh, je večji od tistega, ki dela čudeže, in od tistega, ki obuja mrtve, je zapisal sveti Izak Sirski. Duhovnik s poljubom oltarja začne bogoslužje, ker v tem dejanju Bogu daruje svojo nevrednost. Oltarja ne poljubi samo zato, da ga počasti, temveč da pusti tam svojo lomljivost in nevrednost, ter da se preda Božjemu usmiljenju. Svoje grešnosti ne spoznamo, dokler je ne priznamo. Paradoks prevzetnosti je v tem, da prevzetnež nikoli ne ve, kako zelo je prevzeten. Ko se spoznavamo za grešnike, nas to spodbudi, da začnemo odpuščati drugim. To je vseživljenjski proces. Ko vpraša Peter Jezusa, kolikokrat naj odpustim. Krščanstvo obstane ali pa propade na odpuščanju ali neodpuščanju. Noben krščanski zakon, nobena družina, nobeno bratstvo, nobena župnija ali škofija ne more obstati brez odpuščanja oziroma sprave. Sprava omogoča sobivanje, spoznanje grešnosti, kristjane odvrača od ošabne drže, tudi ko opominjajo grešnika, odpuščajo prestopke in prenašajo krivice. Da bi zmogli odpustiti, moramo ustrezno razkriti nemoralno dejanje. Vendar moramo to storiti odkrito in ponižno, kar zadeva tako povzročitelja kot žrtev. Ne moremo odpustiti, ne da bi nemoralno dejanje priznali. O krivicah ne smemo molčati, toda ko so razkritja končana, ko je odgovornost priznana in je pravici zadoščeno, moramo odpustiti. Tomaž Erzar opozarja, da je vprašanje odpuščanja najprej vprašanje, kako premagati krivico, in šele na to vprašanje, kako spet sprejeti povzročitelja v svoj svet in se z njim iskreno pogovoriti. Premagati krivico pomeni, da jo sprejmemo, kar je podobno, kakor priznati, da te je strah in da si bil ponižan. In priporoča naslednji postopek. Prvič, moramo tuhtanje o maščevanju in opustiti misel o hitrem, površinskem odpuščanju. Drugič, priznati si moram, da sem prizadet, ponižan, osramočen in razvrednoten. Tretjič, krivici, bolečini moram pustiti, da se me dotakne v najgloblji notranjosti. In četrtič, v polni zavesti tega, kar se mi je zgodilo, počakam, da se bolečina poleže sama od sebe, ne da bi se ji izogibal. Sprejeti krivico ne pomeni, da se ne branim pred novo krivico, ali da ne iščem pravice, ali da toleriram zlorabo ali pristanem na posledice,
krivičnega dejanja. Pomeni pa postopoma prepoznati svoje čustvene in duševne stanje, ki ga ni lahko ubesediti in izraziti, ker gre za samo jedro našega občutka v sebi. Podobno, ko sprejmem strah, praviloma strah odzame moč, s tem, da sprejmemo bolečino in krivico, tej odzamemo tisto nedopovedljivo in trdovratno lastnost, zaradi katere se je krivice tako težko znebiti oziroma jo odpustiti. Pri odpuščanju gre za dvoje, za dajanje in prejemanje. Čeprav se na prvi pogled zdi težje dajanje, se pogosto izkaže nesposobnost ponuditi drugemu odpuščanje, ker ga nismo bili sposobni popolnoma sprejeti. Le ljudje, ki so sprejeli odpuščanje, lahko najdejo trajno svobodo, da ga podarijo. Zakaj je tako težko sprejeti odpuščanje? Zelo težko je namreč reči, brez tvojega odpuščanja mi še vedno zavezuje to, kar se je zgodilo med nama, samo ti me lahko osvobodiš. To ne terja le priznanja, da smo nekoga prizadeli, marveč tudi ponižnost, da priznamo svojo odvisnost od drugih. Samo tedaj, ko zmoremo sprejeti odpuščanje, ga lahko tudi damo. Sveti Frančišek je to vedel instinktivno, ko je pomiril župana in škofa. Iz pripovedi je razvidno, kako sta oba se vdala v dajanje in prejemanje odpuščanja. Strah povzroči, da hočemo zbežati od tega, da bi dali ali sprejeli odpuščanje. Bojimo se jeze ali zavrnitve, ali pa nas je strah, da bi nas kdo znova prizadel. V srcu celo najbolj zakrknjenega grešnika se skriva neizkoriščena zaloga dobrote. To dobro je mogoče prebuditi in mu pomagati k dejavni rasti. Toda to dobro je treba najprej videti, poimenovati in vanj upati. Frančišek je intuitivno spoznal dobroto v obeh. Njegova poteza ju je osvobodila, da sta videla ne le lastno dobroto, ampak tudi dobroto drug drugega. Ko odpustimo, vstopimo v proces zdravljenja in samo zdravljenje lahko prinaša ozdravljenje drugim. Bog spreminja kamnito srce v meseno srce, pogosto prek bolečine, rane in trpljenja. To je imel v mislih asiški ubožec, ko je pisal pismo ministru, odgovornemu za bratsko skupnost, ki je hotel biti razrešen svoje službe, ker so bratje z njim grdo ravnali. Frančišek ga je spodbudil, naj ljubi tiste, ki to počnejo, in naj niti ne želi, da bi bili boljši kristjani. Nato je dodal nekaj blagih in ganljivih besed. Potem hoče spoznati, ali ljubiš Gospoda in mene, njegovega in tvojega služabnika, če boš delal tole. Da bi ne bilo nobenega brata na svetu, ki bi se pregrešil, kolikor bi se največ pregrešiti mogel, pa bi potem, ko bi se ozrl v tvoje oči in iskal v njih usmiljenje, odšel, ne da bi se ga ti usmilil. In tudi, če ne bi iskal usmiljenega, ti vprašaj, če želi usmiljenje. In če bi pozneje 1000-krat grešil pred tvojimi očmi, ga ljubi bolj kot mene. In sicer zato, da ga pritegneš k Gospodu. In vedno imej do takih usmiljenja. Tu gre za neizčrpno usmiljenje. V Frančiškovem pismu nastopi manjši brat, ki ga Frančišek postavil za predstojnika bratov, da bi jim služil pri iskanju njihove evangeljske poti. Od njegovo ime, minister, služabnik. Težave, ki so jih nedvomno povzročile povprečnost in nasprotovanje bratov, so ga pognale v beg. Umakniti se hoče v samotišče, da bi tam našel mir in se ukvarjal s svojo dušo. Pismo ministru je razmišljanje o neizčrpnem božjem usmiljenju, ki ga more izvršiti
izvrševati tudi človek. Preizkušnje in težave, na katere naletimo na poti, so milost. Pot, za katero gre tukaj, je steza evangelija, na kateri ljubimo Gospoda Boga. Nič večjega in ne bolj navdušujočega kot polet ljubezni proti Bogu. Vendar je ta polet oviran, nekaj je prišlo vmes in nas ustavilo ter nas spravilo nevarnost, da nas loči od Boga. Kako naj obvladamo to oviro? Naj jo odstranimo, se iznebimo z begom? Prav o tem razmišlja brat minister in to tudi izpelje, tako da se umakne v samotišče, kjer moli za svojo dušo, brez dvoma prepričan, da ovire izvirajo od zunaj. Frančišek mu odpre oči. Sovražnik je seveda zunanji in je točno določen. To so bratje. Prišlo je do nasilja, ne le duševnega ali besednega, na kar nakazuje izraz, če tudi bi te pretepali. Pričakovali bi, da bo Frančišek pomiloval samotarja in razkril zlobnost okolice, ki ga je porinila v beg. Toda ne, vse to moraš imeti za milost, mu pravi. V tem ni nobene vdanosti v usodo, ampak prej gotovost, da te razmere prihajajo od Boga in da jih je treba sprejeti v dajanju pokorščine. To imej za resnično pokorščino do Gospoda Boga in do mene, saj zanesljivo vem, da je to tvoja resnična pokorščina. Nič ne pomaga sanjati o nekem svetu, o cerkvi ali skupnosti, ki bi bili idealni, brez napak. Treba je sprejeti neizogibno resničnost, v našem primeru težave, ki so jih povzročili bratje, ki so se vendarle posvetili evangeliju. Takšna je pot resnične pokorščine. Ljubezen do Gospoda ne ovirajo neosebne razmere, ampak ljudje iz mesa in krvi, bratje. Minister jih je zapustil, morda v svojem srcu čuti skušnjave, da bi jih zavrgel, jih sovražil in to ne bi bilo brez razloga. Frančiškov poziv pa postane ganljiv. Ne, to ni sovraštvo, ampak ljubezen. Ljubiti tiste, ki tako ravnajo s teboj, kot so nasprotovanje, sovražnost, udarci. Kar bi v takih primerih želeli, je sprememba srca, spreobrnjenje sovražnikov ali povzročiteljev. Pričakovali bi njihov napredek, da bi se poboljšali, ampak ne. Frančišek ne želi nič drugega od njih, razen tega, kar ti je Gospod dal. Če se pokesajo in se spravijo s seboj, toliko bolje, če ne, znaš čakati in biti potrpežljiv. To je še nekaj presenetljivega, kar našim ušesom zveni celo pohujšljivo. Ne sili jih, naj bodo boljši kristjani. Goreče si lahko želim spreobrnjenja človeka, katerega vedenje me vznemirja ali celo žali. Tako bi bil miren in on ne bi bil več ovira na moji poti. Taki želji je nekaj nespodobnega in to Frančišek razkriva. Vstop v te razmere, podreditev situacijam, ki se vsiljujejo, ljubiti in potrpežljivo prenašati tiste, ki jih povzročajo, ne se nadejati, da se bo takoj vse spremenilo in šlo na bolje. Vse to naj ti več velja, kakor puščavništvo. Frančišek ceni življenje v samotišču, toda ministrov pobeg v samotišče, da bi se izognil soočenju s težavami bratskega življenja, bili kot varljivo iskanje nekega kraja, kjer ostajajo ljudje brez napak. Več kot samotišče velja ponižno sprejemanje vsakdanje resničnosti in ljubezni, ki prinaša in odpušča. V nadaljevanju pisma še globlje odpre neizčrpno skrivnost usmiljenja. Minister je bil zaradi svojega pobega oštet in odločno pozvan, naj ljubi tiste, ki mu preprečujejo uresničevanje njegove popolnosti, kakršno si je zamislil.
Zdaj Frančišek pušča ob strani stanje ministrove duše in udarja po njegovem srcu, da bi iz njega izvabil veletok usmiljenja. Kako naj vem, da ljubiš Boga in da ljubiš mene, njegovega in tvojega služabnika? V tem prvem stavku gre za vprašanje ljubezni. Ljubezni do Boga, pa tudi ljubezni do Frančiška. Minister misli, da ne more ljubiti Boga in Frančiška in pobegne. Tukaj je pozvan, naj pokaže obojno ljubezen, a na drug način. Ne bo je pokazal z begom, ampak tako, da bo na široko odprl svoje srce za sprejem grešnega brata. Upoštevani sta dve domnevi. Grešnik se zateče k svojemu ministru, kako sicer zahteva vodila in išče usmiljenja. Ne gre za kak pregrešek, besedilo predpostavlja težke in večkratne zadeve, ki bi se pregrešil, kolikor bi se največ pregrešiti mogel. Pride, da bi se ozrl v oči svojega brata. Dvakratna omemba oči pritegne pozornost. Ta poteza razkriva Frančiškovo globoko poznavanje človeške narave. Onkraj pogovorov, razčiščevanj in celo gest je pomemben obraz, katerega oči so okna nad globino. Pozornost, sočutje in dobrohotnost govorijo bolj z očmi, kot s pomočjo besed. Možno pa je, da je grešnik ne pride sam, trdovratno vztraja v svojem grehu. Morda je izgubil upanje na odpuščanje, tedaj moram jaz iti k njemu, da mu ponudim, ne pa vsilim usmiljenja, da ga vprašam, ali ga hoče. Nič ni rečenega o tem, ali je bilo v tem primeru ponujeno usmiljenje sprejeto. Kar sledi je nekaj edinstvenega, kar človeku zapre sapo. Usmiljenje pa, naj bo sprejeto ali ne, nima vedno pričakovanih učinkov. V preteklosti se je brat pregrešil, kolikokrat se je največkrat pregrešiti mogel. Ko mu je bilo opuščeno, se zdi, da je ponovno planil v zlo. In če bi pozneje 1000-krat grešil pred tvojimi očmi. Oči, ki so bile vrelci usmiljenja, so nemočne, priče poplave greha. Kaj storiti v tem primeru? Se obrniti na stran, opustiti upanje? Ne, ljubiti ga bolj kot mene. Edino primerno zadržanje v položaju, ki se zdi obupen, je vztrajati v ljubezni in posnemati Boga, katerega dobrota se ne izčrpa in se njegovo sočutje obnavlja vsako jutro. Kajti sočutna ljubezen, usmiljenje je močnejša naproti tistemu, ki je resno bolan na telesu in na duši. Zato je minister povabljen, naj svojega nesrečnega brata ljubi bolj kot Frančiška, ki je duhovno zdrav. To besedilo je himna usmiljenja. Bog ljubi grešnike in Božji sin je prišel na svet zaradi tega, da bi jih odrešil. Celo tam, kjer je greha v izobilju, je v preobilju Božja milost. In nikoli ni dovoljeno, da bi smeli obupati nad Božjim usmiljenjem. Rečeno je bilo, da je onkraj pogovorov, razčiščevanj in celo gest pomemben obraz, katerega oči so okna nad globino. Pozornost, sočutje in dobrohotnost govorijo bolj z očmi, kot s pomočjo besed. Oči, ta okna srca, so empatija, sočutje. Gre za sposobnost v sebi narediti prostor za svet drugega, ga sprejemati brez predsodkov in pomislekov. Je osnovni pogoj za usmiljenje. Empatija se mora nadgraditi v usmiljenje, ki se veliko globlje dotakne človeka, da se resnično zaključi proces odpuščanja. Ne samo, da se z empatijo vživi v storilca, ampak še več, poskuša ga videti z ljubečim usmiljenjem matere ali očeta, ki vesta, da njun otrok ostaja vedno njun, pa naj se zgodi karkoli. V tem smislu je usmiljenje brezpogojna ljubezen. Za tistega, ki odpušča, bi lahko to pomenilo,
da storilec ostaja v duhovnem smislu vedno naš brat, sestra, ne glede na to, kar je storil. Za zaključek še dogodek, ki nam kaže pot, kako preventivno preprečiti morebitne nesporazume, zamere in spore. Duhovnik in pisatelj Franc Saleški Finžgar opisuje spoznavno srečanje z arhitektom Jožefom Plečnikom. Prvič sem se sešel z njim, ko sem se ukvarjal s potrebno mislijo, kako bi podaril trhle deske in postavil novo ograjo med njegovim in župnijskim vrtom. Mirno me je poslušal, nato mi je z ljubkim smehljajem rekel: le podarite to revno ostarelost, toda nove ne postavljajte. Čemu si dva soseda zapirata ljubi veter, ki mirno piha od soseda do soseda? Moj načrt je v eni besedici: nič. Bodimo ljudje in se sosedje radi imejmo. To je najlepša ograja. Segel sem mu v roko in tedaj je vzbrstelo najino prijateljstvo, ki se vsa leta niti trohica ni skalilo. Pobuda za nas: podarimo, odstranimo to revno ostarelost, to je zamire, neodpustljivo jezo, prepir, sovraštvo in gradimo po Plečniku najlepšo ograjo, ki jo povabilo: bodimo ljudje in sosedje se radi imejmo.